Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kdo so najbogatejši Slovenci, kako so obogateli in koliko je vredno njihovo premoženje? O tem se bom pogovarjala z novinarskim kolegom Juretom Ugovškom, urednikom edicije Najbogatejši v reviji Finance Manager, ki izhaja v okrilju časnika Finance. Zdravo, Jure. Pozdravljena, Marja, živijo. Živijo. Jure, hvala, da si se pridružil današnji epizodi. Gremo se kar osredotočiti na lestvico, kdo so torej najbogatejši Slovenci, s čim se ukvarjajo in v bistvu koliko so težki, koliko je vredno njihovo premoženje. Pa dajte se mogoče osredotočiti na top 5. Ja, najprej hvala, Marja, za povabilo. Lestvica je nova, 17. po vrsti, težki so, recimo temu, če lahko tako rečemo, 8,7 milijarde evrov. To je približno toliko kot cela tržna kapitalizacija na Ljubljanski borzi. In so zrastali za 8% medletno. To je približno pa toliko, kot znaša stopna inflacija. Tako da so v bistvu realno gledano so nekako na nuli, če naše ocene kje veljajo. Drugače pa imamo pa eno spremembo na vrhu. Letos po 9 letih smo kot prvo uvrščenega oziroma najbogatejšega Slovenca prepoznali Igorja Laha in njegove družinske člane. Potem seveda, ko sta Samo in Iza Login predlani sporočila, da sta se osebno razšla in smo ju potem tudi njuno premoženje razdelili na 2 dela. Vseeno pa mogoče, kot zanimivo stanje, kljub temu, da smo ju razdelili njuno premoženje na 2 dela, sta ostala na prvem mestu. Potem imamo tukaj še Boštjana Bandla, ustanovitelja Belektrona, uspešnega in rastočega, pa tudi stabilnega podjetja, ki se ukvarja z trgovanjem z emisijskimi kuponi, pa tudi kot investitor nastopa v uspešno podjetje Engen, ki se ukvarja z hranilniki energije, potem pa še člani družine Šešok, lastniki Iskre, ladjarne v Šibeniku in marsikatere nepremičnine tudi v Ljubljani. To je mogoče prva peterica. Ja, prva peterica je zelo zanimiva druščina, iskreno povedano. Mogoče bi vsem se lahko osredotočila na družino Lah, pa če lahko mogoče poveš, kdo so člani družine Lah, kolikšen delež imajo v tem skupnem premoženju? Ja, v bistvu gre za ženo pa 3 sinove, ki dosti v njih niti ne vemo. Mislim, tako, živijo v Švici, saj stalno prebivališče imajo tam, potem so mogoče na takšnem glasu, mogoče predvsem Igor Lah, da je v tistih privatizacijskih časih, ko se je začela ta privatizacija v Sloveniji, služil prve milijone, tako kot rečemo. Je pa kasneje prenašal ta sredstva, tudi tiste delničarje je imel na to temo, smo novinarji kar dosti pisali, niso to bile najbolj čedne pa zgledne prakse. Kasneje je prenašal to premoženje tudi na Ciper, nazadnjega pa najdemo predvsem, da obvladuje premoženje prek švicarskih družb, kjer tudi zdaj po uradnih podatkih živi. Največji del premoženja pa predstavlja Steklarna Hrastnik, zelo uspešno podjetje, recimo te najboljši oziroma najdražji viski, imajo njihove steklenice, zelo veliko dajo na to, da recimo na okolju prijazen način ustvarjajo te svoje steklenice in takšne stvari. In so tudi zelo uspešni. Recimo lani so imeli 22 milijonov evrov dobička, čeprav vemo, da je bila energetska kriza, ki je podjetja, ki so se ukvarjale s energetsko potratnimi panogami, kar dosti prizadela, so vse nanizali zelo visok dobiček, letos bomo imeli pa še višjega. Tako da v resnici je to neko jedro njegovega premoženja, potem pa ima še kar nekaj nepremičnin prek svojega nepremičninskega sklada. Ta sklad je kot zanimivost tudi kotiral na Dunajski borzi pred leti, ampak se tista kotacija ni preveč išla in je potem to poglavje potem bilo zaključeno. Najdemo ga pa tudi, oziroma njegove družbe, med lastniki določenih slovenskih energetskih podjetij, ki so večinoma v državni lasti. Tako da zdajle pred avgustom se je malo govorilo, da bi država lahko tiste deleže odkupila,
potem so se tiste poplave bile, ne, in je bilo zelo veliko razburjenja v javnosti, ne, češ da bo pa država namenila 200 milijonov za izplačilo tistih manjšinskih delničarjev, ne, med katerimi so tudi nekateri najbogatejši, medtem ko ima mogoče kakšne druge stroške oziroma stvari za posanirati, ne. Zdaj ocena njegovega premoženja je 385 milijonov evrov, kar je 45% več, kot je bila ocena lani. Ste mogoče gospoda Lahka dobili za komentar te ocene? Ne, nismo ga dobili. Tudi v bistvu je praksa, da s poslovno javnostjo oziroma z mediji ne komunicira, tako da ne komunicira in tudi tokrat ni. No. Tako da nasploh je odziv na te prošnje za komentar kar dosti, recimo, slab v zadnjih letih. Je pa tudi resno, da v 17 letih enih in istih ljudi niti ne sprašuješ več, recimo nekdanjih lastnikov Outfita 7, vseh seveda ne kontaktirajo, če nam trikrat dajo jasno vedeti, da nočejo komentirati, potem jih cele dneve ne poskušaš s tem vprašanjem vsakič znova nadlegovati, tako da. No, se do Outfit 7 bova prišla še, mogoče samo še, kar se Igorja Laha tiče, vemo, da ima zelo bogato zbirko umetnin, verjetno ta vrednost teh umetnin preseže nekaj milijonov, ne vem, to je v izračunu upoštevan ali ni? V bistvu ta del dejansko ni v izračunu upoštevan, ker je pri umetninah tako, in tudi ni čisto jasno, a jih še ima, a jih nima več. Te stvari so tako malo zamegljene. No? Tako da tukaj vedno pri takim premoženju presojamo, ga šteti zraven ali ne. Recimo je tudi lastnik jadrnice, najboljših. Tudi tega dela je bil dogovor pred leti, da se to ne šteje. Ali pa recimo avtomobilov, ali pa nepremičnine, v katerih živi. Take stvari ponavadi ne štejemo. Osredotočimo se na predvsem na kupnine, velike zaslužke v primeru športnikov in pa seveda glavnino pa predstavlja vrednost premoženja. V mnogem primeru Steklarna Hrastnik. Se pravi, da je mogoče, zdaj, ko si šel že v detajle same metodologije, zdaj lestvica, kot si že omenil, 17 let že nastaja. Spomnim se, da je bilo na začetku, ko se je objavljala ta lestvica, zelo veliko nerazumevanja, kar se tiče same metodologije izračunavanja vrednosti premoženja. Pa mogoče, a lahko tukaj mogoče zelo na kratko pojasniš, kako ocenujete vrednost premoženja? Kakšna je metodologija to? Ja, tukaj izhajamo iz teh uveljavljenih praks, ki veljajo v svetu vrednotenja podjetij. Zdaj mogoče za razliko od Zahoda, kjer večino premoženja predstavljajo delnice, ki kotirajo na borzi, tukaj pri nas najbogatejši v bistvu nimajo. Ena izjema je, gospod Rigelnik, drugače pa ostali pa moramo pa sami vrednotiti, zato ker ne obstaja neka tržna vrednost, na podlagi katere bi lahko ocenili vrednost. In gremo po teh klasičnih metodah vrednotenja, to so recimo ti kazalniki, EVA, EBITDA, skratka, poenostavljeno povedano, kakšna je v bistvu vrednost, kolikokratnik EBITDA-ja, torej denarnega toka iz poslovanja je določeno podjetje vredno. Tukaj se pa oziramo na primerljive evropska podjetja iz panoge. Sicer spet, katero podjetje pa je primerljivo slovenskemu, zelo težko najdete, ampak v resnici je tukaj se tudi oziramo na to, da so pa, oziroma imamo malo sreče, da primerjamo podjetja, ki so tudi v evropskem prostoru, imajo kar dobro pozicijo. Skratka, če primerjaš neko evropsko branžo v predelovalni industriji oziroma nekega dobavitelja avtomobilski panogi, in imamo potem kakšen slovenski primer takšnega podjetja, tista dosti, ki se uvrščajo na to lestvico, imajo ponavadi kar dober položaj na teh trgih in recimo, da se jih lahko ob nek bok tem kazalnikom postavi. Seveda pa potem dodajamo določene diskonte na tiste cene, zato ker tudi recimo ne moreš, za slovenska podjetja obstajajo neki diskonti, tisti, ki Ljubljansko borzo spremljajo, to dosti krat vidijo in tudi verjetno so določeni razlogi, seveda nemško podjetje že zaradi tega, ker je nemško, je v očih nekoga, ki kupuje podjetje bolj vredno kot pa slovensko. Vse te faktorje potem upoštevamo pri vrednotenju
Gre pa to za te uveljavljanje. Tudi recimo večkratnik dobička, pa potem kakšna je večkratnik kapitala in podobne stvari. Ne. V redkih primerih smo tudi, predvsem v preteklosti, gledali tisto klasično vrednotenje, diskontirane prihodne pričakovane denarne tokove. To gre mogoče predvsem pri teh podjetjih, ki so visoko rastoči, ki imajo velik potencial, pa danes v bistvu še nimajo številk, po katerih bi jih lahko vrednotili. Ne. Gre pa tukaj vsem za cirka 300-250 firm, tako da za vsako tako podjetje narediti tako analizo bi bilo pa kar malo velik zalogajno za eno tako slovensko medijsko hišo, tako da si na določenih ravneh malo stvari poenostavimo. In tudi, kot sem v uvodniku menedžerja tokrat napisal, ko se lotimo tega vrednotenja, tukaj sem se sposodil misel da Modarana, ameriškega profesora, ki je tako kar alfa in omega v svetu vrednotenja, nam pravi, ko se lotiš vrednotenja, si 100% zgoraj v eni stvari, da se bo zmotil. In to v bistvu hočemo, nočemo, to je narava našega dela. Se pa potem dobijo pa res vsi, ki jih vrednotimo, tudi saj v začetku, različno nam dajo jasno vedeti, da tega noče komentirati, potem jih v naslednjih letih več ne kontaktiramo, dobijo možnost komentarja in se odzovejo na oceno. In recimo smo imeli en primer letos, ko je nekdo, ki smo ga hoteli dati na lestvico, vrstiti na lestvico, nas poklical pa nam razložil, v redu, lanski podatki so bili dobri, v letno poročilo sem tudi napisal, da bo letošnje poslovanje dobro, ampak stvar se je malo obrnila, zdaj se gospodarstvo ohlaja, naslednje leto bomo imeli 10% upad prihodkov, da stroški grejo pa gor. Smo rekli, v redu, upam samo, da se niste zlagali, da niste tega rekli, zato da nočete biti na lestvici. Malo šalo, malo zares, ampak dejansko smo potem, ker je bil ravno na robu, smo njegovo novo predikcijo novega poslovnega leta dali noter v izračun in ga dejansko nismo uvrstili. Upamo seveda, da to ne bi zdaj postala praksa, da bo zdaj, ker vsi začeli govoriti, naše poslovanje, ker načeloma niti noče biti na lestvici, to jim predstavlja breme, ni jim všeč. Pravijo, da imajo potem težave pri recimo kadrih, mogoče kakšen hoče malo višjo plačo dobiti, pa pri dobaviteljih, pa vsi sponzorji se na nje zgrnejo. Tako. Davkariji, pa sosedi so fovš, pa vse te stvari. Ja, ne vem, to se mi zdi, da je malo pregovorno. Ne vem, če čist kupam davkarija, ker tudi če na davkarijo nekaj prijaviš, se vemo, koliko čas, vemo. So kar zasuti z delom, To se mi zdi, da je tak mit, da kar davkarija potem se spodi. Mogoče pa da drži. Splača se uporabiti za izgovor, če pač pri roki. A bi rekel, da so ocene bolj konzervativne? Ja, definitivno. To mogoče nisem poudaril prej. Hočemo nekako se držati tega, da je to nekako spodnja raven. In tudi, če je prevzem narejen po našem vrednotenju, to ni dobro prodavno. Vsak se kombinuje. Koliko teh prevzemov je bilo pa narejenih po vrednotenju, vašem vrednotenju? Se pravi, če bi bil izplen lastnika, tak kot ga mi, kakor mi izračunavamo, pa se mi zdi, da je ta stvar, saj je 20% več bi morali biti. Zato, ker je že v resnici pri vsaki firmi, pri kateri na podlagi tistih formul pridemo do rezultatov in potem popravljamo za napovedi in predikcije, ki jih razberemo. Potem praviloma sledi 20 pa 25% diskont na tisto oceno. Se pravi, da če nekdo pa proda z neko premijo, bi moral vsaj brez tega diskonta prodati. Ne da zdaj. Sicer seveda je pa tako, mi tukaj vrednotimo od zunaj, pa še stare podatke gledamo, ker so pač na volji. Seveda probamo čim več novih. Tudi recimo vsa podjetja velika, recimo vprašamo za eno drugo lestvico našo, kako bojo pa letos poslovali. Nekateri delijo te podatke z nami in seveda te podatke potem objavimo in tudi iz tistih baz potem črpamo. Tako da poskušamo biti čim bolj aktualni, ampak
Drugače pa res, hočemo, nočemo, baza za vrednotenje leta 2022, seveda pa potem tudi upoštevamo te stvari, če recimo vemo, da določeni panogi letos ne gre, ali pa recimo poplave, se smo videli določene stvari, da so nekatere podjetja bile zelo prizadete v teh smol, smo imeli veliko smolo v avgusta, in seveda smo te stvari upoštevali, oziroma določenih podjetij sploh nismo vrednotili, ker smo rekli, da bi bilo da je prevelika negotovost. Ne moreš kar neke cene dati ničemu, če ne veš, kakšno bo podjetje čez en mesec. Ok, a greva mogoče samo še povedati, da če si se želel uvrstiti med top 100, je bila spodnja meja oziroma prag za vstop na lestvico 34,7 milijona evrov. Kaj ne? 35,2. Sorry, ja, tu gledam, lansko leto je bilo 34, letos je za 1% več, 35,2. Ja, tako nekako. Ja. Mislim, da je bilo 2 milijona več, nekaj takega. Mislim, da je bilo lani 33, nekaj takega. Ja. Gledam lestvico. Zato. Razen, če se je kaj spremenilo tiste zadnje, ki smo jo pošiljali. V glavnem, a na repu lestvice, ko gledamo, na vrhu lestvice ni nekih dramatičnih premikov, imamo nekako dost podobna lestvica je na vrhu. Bolj dinamično je pa pri repu lestvice. Je bilo letos tudi tako? Zdaj, samih sprememb, letos, mi tako rečem, vedno pogledamo, kateri so novinci, to rečemo tistim, ki jih še nikoli doslej ni bilo na lestvici, kateri so pa povratniki. Novinci so 4, povratnikov je pa 6. In vse skupaj je 10 novih v primerjavi z lanskim letom, recimo, oziroma drugih. In ta dinamika je pa v bistvu najmanjša. Se pravi, 90 je istih, v prejšnjih letih se je veliko več spreminjalo. Tako da je pa tudi resno, če pa mislimo, zdaj ta meja za vstop se zdi kar visoka. 35 milijonov, to je že kar težko. Sploh če upoštevamo ta naš konzervativen pristop, pa še ena stvar je, tudi ko je mogoče pri novincih, vedno pazimo, da ne gre za muhe enodnevnice. In tam smo še posebej previdni. Pa mogoče kdo, ki je tam na meji, pa malo pogledamo, to podjetje bo res mogoče čez leto ali pa 2 izkazovalo takšno vrednost. In smo tam še ekstra previdni, recimo ta diskont je majhen večji. Tako da v resnici se je na novo uvrstiti na lestvico, se je kar težko. Z tega vidika tudi te dinamike ni toliko veliko, kot bi si mogoče včasih sami želeli, da bi pa zdaj ful razglabljali vseh tega stvarih, ampak je mogoče fino, da ne delamo mogoče preveč enih takih utvar, zdaj pa določen enkratni skok v dobičku, sploh v lanskem letu je bilo veliko tega. Se pravi, inflacija, ko se pojavi, so določene pogodbe še vedno vezane na kakšne surovine in so določene podjetja zelo visoke prihodke dosegale, stroški pa recimo še niso temu takoj sledili. So bili dobički lani v določenih panogah zelo visoki, pa recimo v letu COVID-a tudi smo videli dosti takih velikih skokov in padcev. Tako da mogoče zaradi tega ni toliko veliko novosti ali pa premikov, kot smo mogoče videli v preteklosti. Takrat, ko je bila meja recimo 20 milijonov, pa je bilo določeno podjetje prodano, pa je bilo recimo 5 lastnikov, pa da smo mi v bistvu prevrednotili to podjetje nižje, potem pa prišla kupnina, ki se je izkazala za precej višjo in so dejansko posamezniki dobili to kupnino na svoje račune in potem bilo kar naenkrat 5 novincev. Mogoče, če se vsem vrneva na drugo in tretje mesto, ker sta Iza in Samo Login, sveža ločenca, če lahko temu tako rečem, veterana na lestvici najbogatejših, na vrhu lestvice, onadva sta bila koliko let na prvem mestu? 9 let na prvem mestu, od 17 letih, v 17 letih, torej kar dolg časa. Vrednost nekega premoženja se ni spremenila sploh, razen to, da se je razdelila deljeno z 2. Ja, zdaj to, kar si rekla, da se ni spremenila. Na nula je. Na lestvici, točno tako. Na lestvici, kaj pa se zgodi s temi, ki prodajo svoje deleže? V resnici za veliko večino njih ne vemo, kaj se z njihovim premoženjem dogaja. In tudi dobimo sicer neke namige od tistih, ki svetujejo pri prodajah podjetij, jih malo vprašamo, sem pa tja, kaj pa potem se zgodi s tem. Pa pravi, potem pa pridejo bančni svetovalci iz kakšnih uglednih finančnih družb in jim predstavijo primer plemenitenja premoženja. Zdaj, seveda,
je pa lahko po drugi strani grejo pa lahko v kakšne naložbe, ki se jim pa ne splača. In v bistvu tiste točke naprej potem kar beležimo to kupnino. In tukaj pa je bila ena sprememba v zadnjih 5 oziroma 10 letih, ker v začetku se je reklo, no, potem, ko se pa enkrat ena velika kupnina zgodi, se jih pa po tretjino to kupnino razreže in se jih odstrani z lestvice. Seveda, ko sta Samo in Iza Sija Login prodala svoje podjetje, bi izgledalo smešno, zdaj, da bi kar njiju vrgel z lestvice dol. Jasno je, da tisto premoženje je in tudi verjetno si težko zamisliš, da pa zdaj kar 650 milijonov evrov oziroma 680 milijonov evrov, kar izgine nekje. In smo se potem to malo revidirali. Ampak po drugi strani smo se pa vprašali, pa lahko zdaj domnevamo, da se pa to premoženje plemeniti po, kaj pa vem, nekem razpršenem portfelju. O tem smo imeli precej velik debat. Pa smo potem, mogoče bomo nekega leta to v resnici tudi naredili, no? Ampak zdaj, vsaj v zadnjem letu, pod vtisom tistih visokih pocenitev predvsem na obvezniških trgih, smo rekli, da mogoče ni čas, da pa zdaj ravno začnemo s tem, če so bile pocenitve tako visoke. Tako da mogoče bi tako ostali nekje na tisti ravni v zadnjih 2 letih, če bi zelo veliko dali v obveznice, recimo. Tako nekako. Skratka, to je ozadje, zakaj ocenjujemo oziroma zapišemo, da se nujno premoženje ni spremenilo. Mislimo pa seveda si, da vseeno sta naložila nekako tako, da vsaj ohranja vrednost, v primerjavi z inflacijo na srednji oziroma dolgi rok. Je pa zanimivo spremljati, kaj pa počnete, to pa vedno pogledamo. In sicer Iza Sija se je lotila naložb na Bledu, ker namerava zgraditi 7 vil, v njih pa potem imeti tečaje oziroma izobraževalne programe za menedžerje. Tudi poudarja duhovnost in vse življenjsko rast in takšne stvari. Na drugi strani je pa Samo Login, v bistvu so te stvari ste že prej delala, ne samo kot eno, ampak se tukaj zdi, da se vidi, kako sta si razdelila te svoje dejavnosti, oziroma kateremu so bile določene dejavnosti bližje. On se pa lotil tega kmetijstva v Srbiji, in ima tam 3500 hektarjev zemlje. In mogoče zanimivo, kar na spletni strani so letos napisali od Login 5 Foundation, da so ustanovili oziroma da so ustvarili novo mobilno aplikacijo za spremljanje tega, kaj se dogaja na poljih. Tako da Samo Login se je lotil nove mobilne aplikacije, tako da mogoče taka zanimiva. Ja, na Bloomberg Adriji smo se pogovarjali z njim, tudi preverili smo, kaj dogaja s tem njihovim ekološkim kmetijstvom v Srbiji. Zvedeli smo tudi, da so pridobili neko pomoč, finančno pomoč Srbije, države, tudi nekatere druge detajle smo zvedeli, ampak o temu ne bi zdaj. Projekt ni dobičkonosen, v letu 2021 so ustvarili 26 milijonov evrov izgube. Je pa recimo povedal, veliko je govoril o neprofitnih projektih in kaj vse dobro za človeštvo. Rekel pa je tudi, v preteklosti sem bil prepričan, da so največji izzivi človeštva na področju energije, a sem kmalu ugotovil, da največji problem človeštva ni, kako bomo proizvajali energijo, ampak kako bomo pridelali hrano. Ja, izzivov človeštva pa ne bo zmanjkalo, to smo pa lahko ziher. In je fino, da obstajajo posamezniki, ki svojim lastnim kapitalom, da se jih lotijo reševati. In tudi na podjetniški način, podjeten način, to je tudi v redu, pa zanimivo spremljati. Zdaj, ko omenjaš te, ki so prodali svoje podjetje in dobili nekateri so dobili bajne kupnine, med njimi sta seveda tudi soustanovitelja Bitstampa, kriptomenjalnice, Damjan Merlak, ki je pogosto gost Moneyhava, in pa Nejc Kodrič. Tukaj je tudi ena specifika, pa bom kar tebe pustila, da ti poveš. Damjan Merlak in Nejc Kodrič. Ja, tukaj je ena stvar, Damjan Merlak oziroma Merlak pravi, da je bil pripravljen razkrivati svoje premoženje, tudi potem, ko je prodal svoj delež. In je v bistvu edini, pri kateremu pa upoštevamo kar portfelj, ki nam ga on predstavi. Nimamo razloga, da bi dvomili v to, zdi se nam zaupanja vreden in vemo tudi,
tudi sam pove, večkrat v tvojih podcastih, kako upravlja svoje premoženje, kako gleda na določene naložbe in je videti, ne, da je predan temu početju. To se zdi, kot da ima nek hobi v tem. Ne. In to plemenitenje se mu je v preteklosti kar dobro poplačalo in dejansko lahko spremljamo iz leta v leto, kako njegov portfelj raste. Je pa tukaj tisti del naložb v hotele, ki ga zaenkrat še prepuščamo njegovemu vrednotenju, bomo pa mogoče tudi to dorekli, po kakšnem ključu bi se tisti del vrednotil. To je en del uspešne dvojice, ustanovitelj Bitstampa, drugi del pa Nejc Hodrić. Samo mogoče pri Merlaku je treba še omeniti njegovo investicijo v N-Genu, ker je tudi soustanovitelj N-Gena na lestvici najbogatejših. Drži. Ta zgodba v N-Genu je mogoče, če kar to malo odpreva, je zelo zanimiva, ker v bistvu so tukaj nekako trije znanci iz lestvice najbogatejših združili svoje moči. In tukaj se pravi, zakonca Bernard sta bile kot ustanovitelja tega podjetja. Gospod Bernard je bil v preteklosti prekaljen podjetnik, ki je že v preteklosti bil na lestvici po zaslugi svojih uspešnih projektov. Potem je pa v bistvu se vrgel v hranilnike električne energije, razvijal ta projekt. Najprej mu je kapitalsko priskočil na pomoč Damjan Merlak, kasneje pa še gospod Bandelj. In v bistvu so zdaj vsak tretjinski lastnik tega podjetja in tako zelo zanimivo, ker na eni strani domač kapital, ki se reinvestira v domače znanje, pa trije prekaljeni poslovneži. Tako da to zgodbo bo ful zanimivo spremljati. In za letošnje leto se je analitik odločil, da pusti vrednotenje na isti ravni. Smo se pa precej pogovarjali, zato ker v bistvu že lanska dokapitalizacija je nekako izkazovala to, kar se je letos zgodilo. Smo pa mogoče že malo zadaj. Smo tudi v opisu potem napisali, da če bi prišlo recimo danem točko do prevzema tega podjetja, je pa vrednotenje sigurno precej večje. Tako da tukaj smo malo v precepu, ali smo mogoče že malo pretiravali s tistim, kar smo obdržali lansko ceno. Kar se pa tiče Nejca Hodrića, če pa mogoče kar naprej, je pa tako, da on je v bistvu ostal z 10% lastniškim deležem v podjetju Bitstamp še nekaj časa, pa potem tudi izstopil po podobnem vrednotenju kot Damjan Merlak. On pa recimo ne želi kaj preveč razglabljati o svojem, in seveda to spoštujemo, o svojem premoženju. Se pa seveda postavlja vprašanje. Zdaj na eni strani, če pogledamo dva soustanovitelja, imela sta enake deleže, zdaj pa malo tako zgleda, kot da je Merlak pa precej uspešnejši. To samo sporoča, da on deli z nami svoje premoženje, gospod Hodrić pa ne. Čisto možno je, da je situacija, lahko da je situacija obratna. Da je skratka, da je Hodrić bolje plemenitil v vseh teh letih svoje premoženje. Vsezadnje je tudi enkrat v preteklosti rekel, da je za razliko od Merlaka pa ostal v bitcoinih. In mogoče je pa tam kaj več zaslužil. Ampak ja, ne bova zdaj tukaj ugibala, samo tako mogoče, da ne bi kdo zdaj rekel, ja, poglej, Merlak pa ful bolj upravlja od Hodrića. Tega zaključka mislim, da ne moramo dati. Ja, ravno zdaj se dogajajo pretresi na Bitcoin oziroma na kriptosceni, ne samo FTX, tudi Binance ima težave, tako da to je definitivno ena taka tema, ki jo je za spremljati. Mogoče sam še povej, Damjan Merlak je Merlak, a veš, da več kot 10 let ga poznam in mu že cel cajt govorim Merlak, ampak je pa Merlak, to imaš prav. Mislim, da je tako enkrat rekel, jaz se trudim, zato ker meni je rekel, da je čisto vse, ampak v redu. Na 8. mestu je z 236 milijoni evrov, pa za 11% se je povečalo njegovo premoženje. Nejc Hodrić je pa na 25. mestu z 87,8 milijoni evrov, pa v bistvu je nespremenjeno ravno zaradi tega, ker se vse pač pojasno zavezano na njegovo premoženje. Zdaj, ko govoriva o te pisani druščini ljudi na lestvici, mogoče lahko izpostaviš, iz katerih panog prihajajo slovenski milijonarji. Zelo je barvita, tako da bi zdaj pa rekel, da je pa prav
neka panoga, ne, bi težko rekel. Je pa nekako vseeno, tako kot je v slovenskem gospodarstvu, največja utež na predelovalni industriji tudi tukaj. Ne. Gre za neke vrste prvake slovenske predelovalne industrije, ki so zelo uspešni na zahodnih trgih, imajo tam dobre položaje in tudi recimo dokaj uspevajo prenašati te cenovne pritiske naprej na svoje kupce. Se je pa videlo, da je v letošnjem letu bilo to mogoče malo večji izziv, kot smo sami pričakovali, oziroma preden smo šli ocenjevati podjetje za lestvico, si mislili, da bojo. Sploh potem, ko smo pogledali letna poročila, tam izhaja, da imajo kar nekaj izzivov. Drugače med novinci so pa predvsem mogoče IT-ovci, čeprav v zadnjem času niti ne, ampak tisti mladi podjetniki, ki so se uvrščali na lestvice, so prihajali iz tega, oziroma tisti kandidati, ki jih vključujemo notri, v ta nabor tistih, ki jih ocenjujemo, prihajajo predvsem iz teh branž. Se pa dostikrat zgodi, da so kakšni novinci potem podjetja, ki so korenine pognale v 90-ih letih, pa potem druga generacija pelje to stvar naprej, jim uspe kakšen nov preboj in naredijo kakšno zelo dobro leto in napovedi za prihodnja leta. Tako je recimo letos podjetje First iz Velenja. Moram reči, da prav dosti v tem podjetju do nedavnega, letos smo jih v bistvu zaznali, niti nismo vedeli, tudi ko sem se malo pogovarjal s kakšnimi kolegi iz Velenja, ne gre za neko prav zelo odmevno zgodbo, so pa recimo s svojimi rešitvami za toplotne črpalke, njihovi sestavni deli so zelo iskani in toplotne črpalke, kot je kolega analitik rekel, se prodajajo kot vroče žemljice, in to seveda je zelo dvignilo povpraševanje po njihovih produktih, tudi ceno so seveda lahko postavili tako, kot jim je odgovarjala, tudi za naprej pravijo, da jim bo šlo dobro in imamo novinca, ko v bistvu do predlani sploh nismo vedeli, da obstaja. Čeprav seveda je to podjetje zelo uspešno, že po standardih slovenskih v preteklosti bilo, ampak zdaj mi pa res uspel tak velik preboj. In to tudi mogoče ena taka novost letošnjega leta, novost, ena skupna točka nekaterih podjetij, ki so dosegala visoke skoke. Skratka, veliko povpraševanje po rešitvah, ki so uporabljene v tem zelenem energetskem prehodu. Zdaj si v bistvu povedal, da lestvica ni popolna in da verjetno se skrivajo milijonarji, ki niso v bistvu na vašem radarju, na našem radarju. Koliko misliš procentualno, da smo falili teh milijonarjev? Procentualno najprej mali verjetno takšnih, ki imajo manj, kot smo jim naračunali, skratka, velika večina jih ima več, kot smo mi sami naračunali, to smo skoraj prepričani in tudi nočemo, da raje komu naračunamo manj kot več. To je ena stvar. In tudi, če z tega izhajava potem, pa tudi se zavedaš potem, da kakšnega zgrešiš. Ena skupina, ki jo zgrešimo, je sigurno tisti, ki so zelo veliko zaslužili v kriptosvetu. Koliko je takšnih posameznikov, se slišiva sem pa tja, v kakšnih takšnih zgodbah, ampak jih je težko res vedeti, koliko jih je v resnici, ker se zelo trudijo, da ne pustijo nobene sledi. Včasih kupijo kakšno veliko nepremičnino, pa potem s kakšnim odvetnikom poskrbijo, da gre to prek kakšnih takšnih držav, lastništvo, da tudi še vedno ne vemo, kdo je v resnici kupil. Samo med vrsticami pa potem zvemo, da so Slovenci. Pa tudi sem in tja od kakšnih posameznikov, ki jim verjetno lahko malo zaupamo, da se jih ne zmišljujejo, slišimo, da tam ima pa 50 milijonov v kripto, tam ima pa 100 milijonov v kripto. Čeprav po drugi strani, ko pa sprašuješ tiste, za katere vemo, da so v kripto sceni, pa pravijo, da takih posameznikov ne poznajo. Tako da se zdi, so to neki, težko zdaj reči, volki samotarji, ampak taki osamljeni primeri, ki jih je zelo težko prešteti. Je pa mogoče še ena taka skupina posameznikov, oziroma bolj eden ali dva, ki so kakšen patent recimo registrirali. In od tistih patentov zaslužijo letno 1, 2, 3 milijonov, in tudi jih potem vidimo v kakšnih delniških knjigah in se vprašamo, koliko je v bistvu premoženja pri njih. Spet 35 milijonov
to je kar visok znesek. Ne? Sam, mogoče, če se sprašujeva, kje so tisti, bi tukaj iskala. Kar se tiče nepremičnin, pa tudi 20 milijonov, da bi imela prav fizična oseba, ne bi bil nekak najvišji znesek, tam nekje, se ta stvar se hitro spreminja, je pa seveda potem vprašanje, na koga je pisano, na eno osebo, ali mi gledamo tukaj v resnici tudi družine, če več družinskih članov. Tako da, koliko jih zgrešimo, pa še to, malo sem s kakšnim brokerjem sem se pogovarjal, pa s tem, oziroma nekdanjim, iz finančnega sveta, koliko se po njihovem občutku, da se jih zgreši, pa pravi, da prav veliko ne. Mislim, kar 35 milijonov, saj da bi imeli na enem računu, od teh slovenskih, jih prav veliko ne, oziroma gre za iste osebe. Skratka, da to, kar mi naštejemo, še kakšnih 30 milijonov, ki jih imajo kje v upravljanju. Take stvari se zgodijo. Številke pa ne bi upal tako reči. Upam, da čim manj. Verjetno je kar nekaj takih, ki jih ni na lestvici, pa v bistvu mogoče tudi poznamo. Pa tudi mogoče ena stvar. Ko govoriš o nepremičninskih mogulih, ne pa recimo tudi o kripto, te, ki so bili v kriptu prisotni že praktično na začetku, to je zelo malo število Slovencev, ampak nista bila samo Merlak pa Nejc Kodrič. Je bilo še par posameznikov. Pa tudi v resnici za njiju, saj za Kodriča, nikoli nismo vedeli, koliko je bil on v kriptu z naložbami prisoten. Tukaj govorimo o tem delu. Kar se tiče kriptobiznisa, tam so stvari kar bile manj bolj jasne. Ampak kot naložbo, mislim, predvsem gre tukaj za ta del. Se pravi, koliko je teh naložb. Mislim pa na Ljubljanski borzi jih prav veliko ni, mislim, te imamo preštete, v resnici gledamo delniške knjige, tukaj ni, tudi zelo hitro nekdo ven skoči, imamo ljudi, ki v Sloveniji zelo zvesto preverjajo te delniške knjige in čim je kakšen tak premik, če se spomnimo ministra Vizjaka, to hitro potem pride na plano, tako da v slovenskih delniških knjigah se ne skrivajo. Ne, to se ne skrivajo. Mogoče še ena skupina, ki se je pozabil omeniti, so pa v bistvu posamezniki, ki živijo v raznih davčnih oazah, med katerimi so pa tudi slovenski športniki. Nekaj si jih ste jih uvrstili na letos na lestvico, mogoče bi še lahko recimo kakšnega kolesarja. Veš, da te v resnici spremljamo, ampak vseeno 35 milijonov konkretno za Pogačarja, kar verjetno je najbližje. Še ni, Roglič je pa mogoče tisti del skakalne kariere, takrat še ni toliko služil. Tako da na lestvici mladih milijonarjev, ki jo pa tudi prepravljamo, pa mislim, da bi znal biti kakšen novinci iz te branže tudi. Pa nasploh, to, kar si omenila, gledamo tudi recimo Slovence, ki ne živijo več v Sloveniji, pa lahko jim rečemo, da imajo državljanstvo, pa imajo recimo sami sebi pravijo, da so Slovenci. Tudi te gledamo. Mogoče je tudi še kakšen tak primer, recimo za Jureta Leskovca se vedno sprašujemo. Mislim, zelo priznan, uspešen profesor IT-ja, sodeloval pri parih startupih, recimo tak Kumo trenutno, ki je dobil zelo veliko investicijo in si ga lahko visoko vrednoti. Ampak preprosto, zdaj smo se že pogovarjali, ali bi bilo fair, zdaj pa ne moremo pripisati neko oceno 50 milijonov evrov. Premalo detajlov, mislim, podatkov imamo. Tako da rajš pri tistih, ki nimamo dosti trdnega ozadja, to je pa sicer vedno stvar diskusija, kaj je dovolj trdno, ampak načeloma raje ne, če res ne znamo tega dobro utemeljiti. Tudi recimo kakšnega iz preteklosti, recimo Darka Horvata, nimamo na listici, pa si mislimo, da bi verjetno na njo spadal. Tako da vedno v ediciji tudi napišemo en tak razdelek, koga na listici ni, pa bi verjetno moral biti. Saj ravno to, verjetno so tudi nekateri malce spali na lovorikah, naredili neke biznis oziroma poslovne napake, ki so jih drago stale. Zagotovo sta to letos Sandi Češko iz Studia Moderne, Mirko Tuš, recimo se zelo veliko govori tudi o Tušu zadnje dni, Koga torej ni na lestvici? Si omenila, Sandija Češka pa njegove žene Livije Dolanc letos nimamo na lestvici. Je pa tako, da smo tudi za njiju nismo čisto prepričani, da če res ne bi spadala. Pa ne zato zdaj, ker bi nekaj skrivala, ampak če si predstavljava, Studio Moderna je v največji točki svoji zaposlovala 6 tisoč ljudi, predvsem po
v srednji in vzhodni Evropi. Tudi v Ameriki so imeli biznise, ne. Potem Sandy Češko je lastništvo prenesel na Nizozemsko in s tem večkrat otežil sploh pregled vsega, kar ima, ne. In v 3 desetletjih, pa lep del teh 3 desetletij je šlo za zelo uspešno podjetje, oziroma skupino. Kakšne dividende se verjetno še kaj naberajo, ne. In tudi ne gre pozabiti, da je on v bistvu to podjetje 2-krat prodal, najprej v bistvu leta okoli 2010, ko so ameriški investicijski skladi noter vstopili, nekaj kupnine je šlo k njemu. Spet, takrat se je ocenjevalo, koliko bi ta kupnina lahko bila, ampak nismo nikoli natančno vedeli, ne. Potem je v bistvu še leta 2019 oziroma malo kasneje izstopil iz lastništva povsem, ne. Potem pa tudi Moderna kupil nazaj, ne. In zdaj spet, te transakcije nikoli nismo izvedeli, ne. Saj smo se trudili, ampak seveda, če se poskušajo sploh skladi, čim so skladi zraven, se zelo poskusi zakriti ta vrednotenja, zato ker da nimajo svojimi vlagatelji potem težave, da ne bi kdo rekel, zakaj ste pa tako drago prodala, oziroma kupili. In v resnici potem, ko gledaš vse to kačo, si misliš pa dobro, saj verjetno pa ni imel vseh jajc v eni košari, tako da, ampak po drugi strani pa ne moreš trditi, da pa je razpršil premoženje in da ima in prav točno toliko, tako da mi recimo se ne gremo takšnih stvari, kot je nek ameriški medij, Forbes, je v bistvu dal na naslovnico nekega leta, kaj je že bil, El Chapo, kaj je že bil tisti mafic, Tega nismo nikoli naredili, tudi za tiste, ki smo domnevali, da imajo, kako bi v bistvu od kakšnega takega posameznika lahko vedel, tisti, ki je gledal serijo, je videl, da so v bistvu to kot negotovina, kako boš preštel gotovino, ki je v bistvu noben ne more prešteti. Tako da, seveda se pa da vse oceniti, in lahko rečeš, po najboljši možni oceni smo ocenili to in to in to, s tem, da mi sami probamo res za te ocene, malo bolj tudi sami pri sebi moramo biti toliko sigurni, da lahko z njo gremo in rečemo, to je najboljša ocena, ki jo lahko damo. Če pa tudi ta prešipka, da bi sami verjeli, pa ne gremo z njo. Okay, a gremo mogoče se dotakniti še družin, kar nekaj jih je na lestvici. Mislim, da si rekel, da je po tvoji oceni 1/4 družin na lestvici. Tako, nekaj takšnega, Številna družinska podjetja vse se soočajo s prenosom lastništva in vprašanjem nasledstva. Kako je to v primeru najbogatejših? Ja, to težavo, Zdaj, če gledamo to kot izziv, ki pregovorno zelo velja, da je, ampak se mi pa zdi, da ko gledaš ti najbogatejše posameznike, da te stvari kar v redu rešijo, In tudi v bistvu ko smo delali tiste mlade milijonarje, se v preteklosti si sama videla, da v bistvu se vidi, kako jih upnejo v družinske lastništvo, Se pa tudi zgodilo kdaj, da so bili 3 sinovi, pa je en dobil samo plačan delež, Lahko si mislimo sami, kaj je to pomenilo, Se ne bi zdaj kar na podlagi določenih primerov sklepali, ampak se je vedela skratka, da tisti, ki niso bili za to, pa v bistvu so jih kar izplačali, njih v bistvu ni več notri. Ali pa določeni so v bistvu dobili več od ostalih, Skratka, zdi se, da tukaj seveda gre malo različen prenos lastništva, med starši pa potem sinovi in vključevanje v posel in podobne stvari. Se pa zgodi, ne malokrat, da v bistvu druga, včasih tudi 3. generacija naredi velik pospešek, Imamo kar nekaj takšnih, V bistvu pa tudi, marsikakšno je pa v bistvu podjetje, ki je v celotni lasti, recimo predstavnika 2. generacije, pa vidimo potem, kako v kakšne odbore oziroma v nadzorne svete kakšnih podjetij, ki jih imajo v lasti, ali pa oziroma v hčerinska podjetja nastavljajo svoje sinove oziroma hčere in jih nekako kalijo posla. Tega je kar nekaj, tako da se mi zdi, niso te stvari tako definirane, kot mogoče vidimo v kakšnih nemških držav, v Nemčiji recimo, da imajo tiste družinske ustave pa te stvari, čeprav pravijo tudi, da te stvari nameravajo določeni razvijati. Nekaj poskusov v tej smeri je že bilo, gre mogoče malo za bolj tak neformalen način. Po se pa mogoče to malo še razvijalo, sej v bistvu gre vsem za samo 3 desetletja,
v večini primerov tega poslovanja. Tako da mogoče ta praksa se bo šele vzpostavila. Definitivno to, po mojem mnenju, je kar zanimivo za spremljati. Mogoče pa vse tukaj je ena zadeva, ki bi jo pa vse izpostavila, je pa Boscarol, Ivo in Taja Anastasija Boscarol. Boscarol je v bistvu rešil na ta prenos lastništva, tako da je ustanovil družinsko pisarno, tako imenovani family office, in začeli so že po prodaji, ko je unovčil svoje podjetje nekako, in so začeli z nekimi investicijami, investirali so v par nepremičninskih naložb, naprimer v zemljišče, kupili so zemljišče v BTC-ju za namenom gradnje stanovanjsko-poslovnega kompleksa, potem je bil nakup Koloseja, potem en nakup največjega nakupovalnega centra v Mariboru. Skratka, tudi zdaj investira v tehnologijo za obrambo pred napadi dronov in druge plasmaje, ima denarja preko raznih kreditnih poslov. Tako da tukaj vidimo in razpršenost premoženja in to, da je v bistvu vse to skupaj spravil pod eno streho, in sicer family office. Ja, family office, to si dobro omenila. Ja. Kar nekaj takšnih stvari se zgodi potem, predvsem, ko so podjetja prodana, da poskušajo narediti. In tudi recimo Jure Knez namerava nekaj takšnega narediti. To nam je v intervjuju povedal. V bistvu je prenesel svoj lastniški delež iz Devesofta na svoj holding družinski in razmišlja, kako bi po vzoru določenih nemških družin vzpostaviti to, da bo to premoženje nekako tam ostalo, pa da ne bo recimo družba zaradi tega čutila kakšnih recimo neprijetnosti oziroma težav. Določene prakse iz Nemčije nameravajo tukaj prepeljati in tukaj se vidi, da se poskuša te stvari naslavljati, da se v bistvu ustanovitelji podjetij oziroma glavni v družini, če jim tako rečemo, in bi poudaril, da ni nujno, da so to moški, da poskušajo potem narediti neko vzdržno lastništvo na srednji oziroma dolgi rok. Da tudi, mogoče, ko se bi oni umaknili iz posla, da bi vse tisto, kar so oni ustvarjali, da bodo naslednje generacije peljale še naprej. Tudi s family office, seveda. Ja, zdaj ko govorijo o teh družinah, se spomnim, ko sem brskala po tem, kdo so te družine, koliko denarja imajo, koliko so vredni njihovi deleži. Se spomnim, Ivo in Anastasija, Taja Anastasija je hčerka od Iva Boscarola. Darko in pa Tilen Klarič je zanimiv primer, ker Darko oče v bistvu ni podaril delež svojemu sinu Tilnu, ampak je Tilen moral odkupiti ta delež. To je tudi en tak zanimiv primer. Zanimiv primer je družina Gregorčič iz G4 Group, ker so 3 sinovi dobili delež v podjetju. Najmlajši sin je postal direktor ne vem katerega podjetja, je bil star 24 let, se mi zdi, da takrat, ko je prevzel. Take zanimive zgodbe so, ko se greš poglabljati. Rok in Marta Drašlar, to je tudi ena zanimiva zgodba, ko je sin Rok, on je bil nek športnik, če se spomnim pravilno, ne vem točno, s katerim športom se ukvarjal. Na olimpijskih igrah mislim, da je downhill oziroma gorsko kolesarstvo. Ja. No, on je tudi potem po smrti očeta prevzel podjetje. Tako, res so zanimive zgodbe, ko greš potem v te detajle. Zdaj, ko se pomenil Kneza in njegovo podjetje Devesoft. Tukaj opazila sem, da na lestvici je bil kar precej velik skok v oceni vrednosti, in sicer za 59% na 243 milijonov evrov. Kaj se je zgodilo? Zakaj takšen skok? Ja, Devesoft kot prva stvar je mogoče zaomeniti tukaj, da je uspešno trgovsko podjetje lani v bistvu prvič objavilo konsolidirane podatke. To pomeni seveda ne samo za matično družbo, ki jo imajo registrirano v Sloveniji, ampak tudi za tiste hčerinske družbe, da v enih izkazih vključijo vse, kar naredijo oni na celem svetu. Vse v preteklosti so sem in tja malo nakazali, kaj se je zgodilo s temi, kaj je bilo, kako so poslovali po svetu, ampak čisto natančnega vpogleda v to nismo imeli. In seveda, kadar nimamo čisto natančnega vpogleda, smo večkrat previdni pri teh stvarih. To je mogoče en tak pokazatelj. Po drugi strani so poslovali zelo uspešno lani in v bistvu
sploh tako na ravni skupine, kot na ravni same družbe. In to je tudi mogoče drug razlog, zakaj so tako dobri oziroma tako visoki. Mogoče kar kakšno številko, sem kar si odprl tukaj podatke, da ne bom kakšno številko napačno povedal. Skratka, Jure Knez je lastnik kolikih odstotkov? 61%, pa na drugi strani je še DVSoft lastnik 22% samega sebe. Skratka, nadzoruje 79% podjetja, ki je pa lani naredil 19,7 oziroma 19,8 milijona čistega dobička. Če se predstavljamo, kakšne številke so to. In za povrh tega so pa rekli, da jim gre v bistvu letos še boljš kot lani. Skratka, na prihodkih, da so v prvem polletju zrasli za 60%, dobiček, da bo zrastel za 90% oziroma je v prvem polletju. Skratka, na že tako dobre rezultate, še tako boljše leto. Gre tudi za podjetje, ki ima v merilnih napravah v tej svoji branži eno vodilnih pozicij v svetu. Se zdi, da so zelo iskani, tudi sem in tja so rekli, da snupcev za nakup njihovega deleža nikoli ne manjka, da v bistvu so nekateri še kar vztrajni, čeprav so dali jasno vedeti, oziroma je dal Knez jasno vedeti, da tega ne bo prodal. Je pa tudi zanimiva še ena stvar. Oni v bistvu imajo nek tak model nagrajevanja zaposlenih na način, da lahko kupijo delnice. In kupijo delnice pa po kapitalu. Mogoče zanimiva stvar. Sam kapital podjetja je lani znašal konec leta 66 milijonov evrov. Nekateri jemljajo pač kapital kot neko osnovo za vrednotenje. Ampak ko sami gledamo to podjetje in primerjamo s kakšnimi tako dobro stoječimi podjetji v panogi, se nam zdi, da je mogoče bolj 5-kratnik kapitala, da je primernejši za vrednost takega podjetja. Tako da, če si predstavljaš, Marja, da bi tebi rekel, zdaj pa za 1/5 nečesa, kar je vredno, kupaš nekaj, bi verjetno bil pripravljen to kupiti. Seveda pa potem vsi ti lastniki dobijo, ko so zaposleni, samo zaposleni so lahko lastniki, dobijo potem dividende od tega podjetja, od DVSofta in so tudi mogoče udeleženi v tem, kar sami ustvarjajo. Taka zanimiva zgodba lastništva, je pa mogoče malo bolj slovenska, bolj primerna za ta prostor. Se mi zdi, da v ZDA je takih zgodb malo manj. Čeprav, ko smo ga vprašali ravno to, je rekel, da so podobno shemo ponudili zaposlenim v ZDA in da so tudi tam kar navdušeni, tako da mogoče imamo samo napačno predstavo. Ja, ta pot je oboje stranska. Zaposleni DVSofta imajo možnost postati v bistvu lastnik podjetja z nakupi deležev, po knjigovodski vrednosti. In tudi prodati po knjigovodski vrednosti. Po knjigovodski vrednosti. Tako da to je 6-krat manj kot knjigovodska vrednost, po katerih se deleži pridobivajo in odsvajajo, je 6-krat nižja med družbeniki. Mogoče pa vse tukaj še ena zanimivost, ki jo je mogoče se splača omeniti, Andrej Orožen, ako se reče pravilno. On je izstopil, on je bil soustanovitelj in je v bistvu izstopil iz podjetja, kar je razvidno tudi iz DVSoftovem poročila. V celem letu so plačali za vse odkupe lastnih deležev 8,5 milijonov evrov. Kaj za to pomeni? To pomeni, da ni na lestvici zaradi te, ker je pač ne dosega tega tega vstopnega praga na lestvici. Ja, natanko tako. To v bistvu mislim, da se je zgodilo lani in v bistvu mi smo gospoda Orožna na lestvico torej za leta 2021 uvrstila. Pa bom zdaj kar mogoče pogledal še, da bom čisto natančne podatke imel. In takrat seveda, ker je bil lastnik deleža, DVSofta, smo rekli, zdaj preverjati je bil samo Knez, potem je bil pa še Orožen na lestvici. Potem pa, ko se je odločil, da bo pa prodal svoj delež, in v bistvu to je pa naredil zaradi tega, ker se je upokojil. In oni imajo pa tako pravilo, čim se nekdo upokoji, mora delež prodati in seveda, kot si sama rekla, prodaja pa, transakcije pa potekajo po kapitalu. In 28,2 milijona smo mu ocenili v letu 2021
potem pa približno 9, še kakšno dividendo smo zraven prešteli in v resnici ga potem ni več na lestvici, ker je kupnino dobil takšno, kot jo je. Potem smo imeli pa seveda lani dilemo, a to pomeni, da bi morali tudi kneza šteti po kapitalu, če vemo, da izstopi pa lahko samo po kapitalu. Ampak vseeno smo rekli, no, sej to je posameznik, ki ima v lasti vse niti podjetja, je več kot 75% glasov, če pride do kakšnih takšnih skupščin, oziroma odločanj v firmi, tako da smo rekli, za tak delež je pa smiselno, da poskušamo neko tržno vrednost tukaj odkriti in jo navesti in tudi, ko smo ga v bistvu... Čeprav, kot si rekel, nima namena prodati podjetje. Nima, sej tukaj gre za tisto vrednost, sej ti, če se vozi z nekim avtom, sej ti je vsem, kakšna je vrednost, ampak če pa moraš določiti, in tukaj smo mi v taki nalogi, da se včasih nam prav nič ne diši, da moramo v bistvu določiti vrednost vsem živim, ampak to je misija, ki smo se zadali in poskušamo jo narediti čim boljše. Ok, a greva mogoče za konec se dotakniti še samorogov, kje so? V regiji imamo nekaj samorogov, v Sloveniji lahko rečemo, da smo imeli enega. Ampak zanimivo, lansko leto sem z zanimanjem prebrala, mislim, da še celo v tvojem uvodniku, ko si napovedal, da je na dobri poti do tega naziva samorog podjetje Iskra v lasti družine Šešok. Lani ste ocenili podjetje, oziroma letos je ocenjeno na 270 milijonov, kar je 10% manj kot leto prej. So še vedno na dobri poti, da postanejo slovenski samorog? Videla, sem že skoraj pozabil to, da sem to napisal, da se mi spomnila. Ne, v resnici je tukaj ena stvar bila. Lani smo te vse stvari pri Iskri delali na podlagi njihovih napovedi, ki so bile pa zelo visoke za leta 2022. In te napovedi se niso uresničile. In zdaj v bistvu kar precej so za njimi zaostali. Ne, da zdaj s podjetjem karkoli narobe, ampak milijarda se zdi malo bolj oddaljena, kot se je zdela lani. Tako. Pa nič slabega, seveda, gre za družino, ki zelo zanimivo razvija svoje posle in res to diversifikacijo, nekaj se imela, imajo nepremičnine, potem imajo v bistvu rešitve v kar zanimivi panogi, zelo iskani panogi zelene transformacije, delnico imajo recimo, tako da ne da bi kar slabega mislil, ampak preprosto, ko vrednotimo, milijarda, ni tako lahko dosegljiva. Če se komu zdi, da ne gre pa pogledati na Ljubljansko borzo in vidimo, kje smo. In tudi skozi to prizmo je treba gledati vse v Sloveniji in so vrednost. Ja. Kdo pa ima zdaj potencial, da postane novi samorog, ali mogoče to podjetje N-Gen? Dobro vprašanje, ne? Ne bo pa špekulirati. Na podlagi lanskega se ne bi upal zdaj še enkrat. Je pa sigurno to zelo zanimiva zgodba in analitik, ki ga spremlja, mislim, da je celo res razmišljal v tej smeri, ja. No evo, mogoče ideja za naslednje leto. A lahko mogoče se vse še ostava pri Luki Dončiću? Dajva. Mislim, da bi šekla Jan Oblak, ker je ravno nogometno prvenstvo. Jan Oblak, pa nogomet. Mogoče na hitrico Luka Dončić, pa gremo pa na nogomet. Ja. Ok. Zadnja 5-letna pogodba, ki je podpisal za Dallas Mavericks, mu garantira minimalno letno povprečno plačo v višini $43 milijonov. Sicer do sezone 26-27. Potem ima tukaj še športne copate z blagovno znamko Jordan, ki operira v okrilju družbe Nike, ki naj bi mu prinesla do 10 milijonov na leto, pa verjetno bi še kaj lahko tukaj dodali. Glede na rast plač v NBA v zadnjih 10 letih in pa če bo seveda Luka zdrav, bi lahko v naslednjih 10 letih ustvaril več kot $500 milijonov dohodkov.
predvidevamo tudi, glede na to, kar smo se pogovarjali, sem se recimo z Goranom Dragičem pogovarjala o tem, kaj se zgodi, ko prejmejo prvi ček, dobijo finančnega svetovalca in morajo opraviti test finančne pismenosti. Predvidevam, da je tudi Luka to rabo opraviti in predvidevam, da ima nekega finančnega svetovalca, ki mu svetuje pri investiranju v različne naložbe. Zdaj pa, če pogledava te žive legende, kot je LeBron James, on je ocenjen na okroglo milijardo, Michael Jordan naj bi imel neto premoženje v višini 3,8 milijarde. Očitno, mogoče, upajmo, ne vem, fajn bi bilo, da bi tudi Luka Dončić bil v tej skupini milijarderjev. To so seveda ocene Forbesa. Sam če to povem, ne. Se pravi, tvoje mnenje. Sprašuješ, če bo Luka naslednji Samorok. Mislim, ne moramo reči Samorok, ampak lahko pa rečeva, da bo v družbi športnih milijarderjev. Ja, drži. Mogoče bo pa investiral v kakšno podjetje, ne vem, imamo cel kup uspešnih igralcev, glasbenikov, ki znajo zelo dobro investirati svoj denar. Ja. Sploh tisti, ki so v San Francisco špilali, recimo. Tam je bilo mogoče malo več tega, Stephen Curryja recimo pravijo. Drugače pa res je tukaj, zdaj tega plemenitenja premoženja tukaj, ker čeprav je tukaj res kar nekaj podatkov, kar nam dajo vedeti, to, kar si sama omenila, drži, seveda, mislim, drži. Ne bi držala za vse, in tudi sklepamo lahko seveda, da je Luka kot vse ostale stvari prepustil ostalim profesionalcem, on se pa fokusira na tisto, v čemer je najboljši in očitno res je najboljših, da tudi plemenitenje, da je prepustil ostalim. Tako da to lestvica metodologija ni to uživa stvar, se kar močemo kaj preveč spreminjati, ampak v tem mestu pa mislim, da znamo narediti kakšno spremembo. Se v bistvu smo športnike, da smo jih uvrstili 3-4 leta nazaj prvič na lestvico, tako da mogoče ta zgodba sigurno še ni zaključena. In to je en del, ki nas moti. In tudi to, seveda, vse tisto, kar nas moti v opise, zelo jasno napišemo, kje pa mislimo, da se potencialno lahko sami motimo. In ja, mogoče je res, Luka sigurno bo z velikimi koraki vstopal po lestvici navzgor, po zaslugi tako sponzorskih pogodb, kot če bo le zdrav, in to mu seveda želimo. Je pa mogoče zanimivo, Anže Kopitar, eno razliko bi tukaj izpostavil med njima, je pa celo življenje v Los Angelesu, in je v bistvu tam legenda v nastajanju, oziroma že postal legenda, se največ tekem odigral za Los Angeles Kings. So pa davki v Kaliforniji kar precej višji, kot recimo v Teksasu, kjer igra Luka Dončić. Sicer je zanimiv sistem, kako imajo odločitev, čim gre recimo Luka Dončić svojo ekipo igrati v Los Angeles, recimo proti Clippersom, pa Lakersom, mora v bistvu v Los Angelesu plačati, oziroma v Kaliforniji plačati davek, se potem to vse odvede. Za tiste par dni, ko je tam, ko oddela v Kaliforniji, v bistvu plačuje 14% dodaten davek. Potem, ko Kopitar recimo gre k Dallas Stars, kaj si kaže tista ekipa, pa tisti dan v bistvu ne plačuje davka v Kaliforniji. Tako malo precej zapleteno. Te stvari smo potem poskušali čim bolj natančno dati noter, ampak potem smo vedeli, da v bistvu tisti procenti to zelo velike vloge ne igrajo. Ampak tako, so kar ameriški akademiki oziroma daljši stvari se dajo kar duška s tem, ko računajo, kakšne so odločitve njihovih zvezdnikov. Ja, pravijo v Ameriki, da nujno potrebuješ imeti na hitri dial, kako se reče hitri dial, na možnost za hitro klicanje odvetnika, zaločitve, davčnega strokovnjaka in oziroma in zdravnika, mislim, da. Zobozdravnika. V glavnem, mogoče samo še to, ko smo zvedali, Luka Dončić je po novem, kupuje tudi zelo rad nepremičnine, investiral v nepremičnine, postal je tudi sosed financ, mogoče samo to še poveva. Pa še ena, mogoče Goran Dragić je tudi zanimiva zadeva z nepremičnino konkretno. On je hišo v Miamiju kupil za 6-7 milijonov evrov, zdaj pa ne bi jo prodajal, ne vem točno številko, mislim, da preko 20 milijonov. Ja, podoben tudi s Kopitarjem bilo, tudi on je recimo v Los Angelesu nekaj podobnega naredil. Tako da ja, te transakcije se zgodijo. Ameriški nepremičninski trg je zelo živahen, pa tudi mogoče zanimivo, so v bistvu Dragić pa Kopitar sta začela, ki so omenila prej tisto plemenitenje premoženja, sta začela v bistvu velike denarje služiti ravno takrat, ki je bil v bistvu ful dober čas, za začeti investirati. To so
te prve pogodbe so 10 let nazaj, 15, ne? V bistvu bolj 10, no, so tiste te visoke prihajale. In pri njima bi res lahko ta obrestni račun pripeljal do kar velikih zneskov. No? In se pravim, tukaj je ena taka stvar, če me vprašaš, kje na katerem mestu bi si lestvica zaslužila dodelave, tukaj mogoče resno. In vsako leto večji razlog po zaslugi uspešnih slovenskih športnikov. Ja, mogoče tudi Jan Oblak se je recimo uvrstil letos med 100-terico in tako, mogoče pa njemu je zanimivo, da zasluži praktično toliko kot najuspešnejši napadalci. Recimo Anthony Griezmann, ali kako se to izgovori v francoščini, ne bi probal, je recimo najboljši strelec Champions League v letošnji sezoni, zasluži pa letno, mislim, da manj kot polovico plače od Oblaka. To je tako zanimivo, mislim, to nam tudi kar pove, no, kdo stoji med slovenskima vratnicama. No. Tako, in smo kar lahko veseli, pa ko mi čakamo. Daj že, druga polovica junija, je Nemčija. Poleti, ja. Poleti, ja. Se bomo naučili, Marja, boš videla. Bomo. Luka Dončić, vrednost premoženja po vaši oceni 74,2 milijona evrov, potem Goran Dragić 70,7 milijona evrov. Omenva še, vsem sekundo gledam po tvoji lestvici. Anže Kopitar 43,5 in Jan Oblak 38,9 milijona evrov. Tako. To so vsi športniki na lestvici, ne? Tako, ja. Mogoče, če se sprašujeva, kjer bi bil naslednji, predvsem spremljamo Pogačarja, no? Ker je v bistvu še relativno mlad, velik zvezdnik kolesarskega sveta in tam njega najbolj spremljamo med tistimi novinci, no, zunaj podjetniškega sveta. Greva mogoče sam še na hitrico pogledati Mlade milijonarje. Vem, da je zelo težko pripraviti to lestvico, zavedam se tudi, da je težko definirati, kaj pomeni mlad, koliko mora biti, da še sodim v kategorijo mladi. Ja. Spomnim se, ko sem prvič delala to lestvico, je bil na lestvici Mladi milijonar Boštjan Bandelj in sem ga potem klicala, mislim, da je bil star 40 let. Je bil zelo vesel, da sodim v kategorijo Mladi milijonarji. Ampak ja, lestvica se prav veliko ni spremenila na vrhu. Damjan Merlak je še vedno na prvem mestu z 243 milijoni evrov. Ja, tam se pa mogoče vidi eno tako stvar, ko se mogoče danes nismo omenila. No? Predvsem lastniki uspešnih pa hitro rastočih spletnih trgovin, no? Trkajo na tisto lestvico. To je pa nekako v domeni mladih. No? Če recimo je Sandi Češko predstavnik tiste generacije, ki je zelo uspešno prodajala v času televizijske prodaje, ne? So pa to ustanovitelji podjetij, ki so izkoristili svetovni splet, ne, za prodajo na tako, v bistvu ni samo Slovenija, no, mislim, predvsem vsi ti, ki trkajo na vrata oziroma so na lestvici, so zgradili tudi v Nemčijo recimo prodajo ogromno, pa na Češko in na podobne trge. Ne? To je mogoče ena tak zanimiv segment, zelo rastoče, pa tudi zelo nihajen. No? Tukaj recimo Facebook spremeni algoritem, pa je v tistih podjetjih kar precej živahno. Ne? Se pa tudi zanimivo gledati, kako se to področje razvija. No? In tudi z vsakim letom s posebno pozornostjo pogledamo ta podjetja, a so že zrela za na lestvico ali niso, no, tukaj spremljamo ene 3, no. V bistvu HS Plus od Roka Slaparja je pa že, mislim, da letos 3. leto, no, na lestvici in je tudi poskočilo, med tistimi, ki so najbolj poskočili. Čakaj, a to je mogoče uvaža izdelke iz Kitajske, če se prav spomnim? Ja, tako mu rečejo, ne, da uvaža izdelke iz Kitajske, čeprav mislim, da ni najbolj fair, da se tako označi, ne. Ne, sej, kako bi pa sicer označil? Ne, mislim, predvsem je zanimiva ena stvar, no, vsej karkoli to stvar poimenuješ, ampak razvijajo platformo in na podlagi tega smo tudi mogoče, tukaj bi predvsem bomo zanimani spremljali, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Nekako so dosegali segmente, ki jih veliki zahodni trgovci malo težje dosežejo kupcev, ne?
recimo, obstajajo kupci v Nemčiji in kakšnih ostalih velikih trgih, ki nekako niso tako pripravljeni, pa tako vešči na kupovanje prek spleta. Se pravi, kartica jim ne gre lahko iz rok, ali pa recimo niti nimajo, ali pa potem raje plačajo ob dostavi, koga pokličajo in podobne stvari. In na tem segmentu so precej gradila. In seveda, če si predstavljaš, da dosežeš enih 15-20% prek spleta kupcev, ki jih Amazon ne, je to neka taka zanimiva zgodba in vrednost. Tako da, v resnici pa zdaj se mi zdi, da res predstavljajo te izdelke, ki mogoče niso najvišje kakovosti, mogoče malo večji portfelj ali njihove prodaje, ampak sem večkrat slišal tako, sem iz Kamnika in tudi zelo veliko izpustil na lokalnih podjetnikih, kdo pa reče, kitajska roba. Če greš mogoče malo pogledati v letno poročilo, vidiš, da ni lih kitajska roba, pa tudi mogoče tist, ki ga je ta model navdušen, je tudi spoznal, da je še kaj drugega zadaj kot sam kitajska roba. Tako. Ja. A bova še kaj povedala za konec? A pa mogoče, če lahko sam še poveš, koliko je pa starost, da se lahko vrstiš, kakšna je meja za to lestvico Mladi milijonarji? Pri Mladih milijonarjih delujemo to logiko, da 40 ali mlajši. Mi smo malo gledali tisto generacijo milenijcev, ki se pa v bistvu zdaj tudi nekako poklapla s tem. Tako da 40 ali mlajši. Bomo pa videli, ko bom sam 40 let stara, bomo tukaj spremenili, revidirali. Boš dvignil na 45. Tako. Ali pa če bo mogoče ta Dončićeva generacija toliko močnejša, da bo pa mogoče, da bomo šli na malo nižjo raven, da bo samo zajevci, kaj pa več. Ja. Okay, a bova še kaj povedala za konec, Jure? Kakšen nasvet, kako postati milijonar, kaj si se naučil od vseh teh podjetnikov? Veš kaj, ko meni takole en kolega me dostikrat heca, če bi ti malo manj pisal o denarju, pa malo več delal na tem, da bi zaslužil, ne bi ful bolj živel. Tako da ne vem, če sem to prav, da me taka stvar vpraša. Je pa mogoče res ena stvar, da vidi se, da tudi poti za hitri zaslužek ni. Tisti, ki pa jim je že mogoče ratalo, recimo v relativno kratkem času priti na lestvico, pa recimo, ko jih prosiš takole za intervju, pa vidiš, da ti pridejo s krvavimi očmi. Skratka, zelo ekstremno veliko so delali, sreča nekako oziroma splet naključi, da si ravno zajahal pravo panogo. Tudi se zdi, da je ena taka skupna točka vsem tem, ki jim je na koncu uspelo. Pa še mogoče tudi to, danes, če ti startupi, ki nastajajo, so vedno že po pravilu, velja, da ne bi bilo to ena ekipa 3 plus posameznikov. Zdaj, če so to 3 posamezniki, pa si vsaj približno na 3 dele razdelijo ta delež, je to zelo kar težko potem priti na lestvico. Ampak sej, če si zamislimo, da ima tisti 100 na lestvici približno 3 milijone dobička, pa da je 100% lastnik, vse mogoče tudi kakšen milijon manj, je povsem zadosti in mogoče, da tukaj se je res izkazalo, da je ta raven je že res zelo visoka in da tudi bo premožnega lahko označimo marsikoga, ki je na 300. mestu. Se strinjam, ja. Mogoče sam še vabilo k poslušanju lanskoletne epizode Kako do prvega milijona sem jo posnela skupaj z Andražem Grahom in pa Damenom Merlakom. Damen Merlak pa prihaja v eni od prihajajočih epizod, tako da bomo še malo bolj poglobljeno pogledali njegov portfelj in njegove napake in pa priložnosti, ki jih je seveda izkoristil. Jure, najlepša hvala za odlično debato. No, Marja, hvala lepa, da sva še tole izvedla takole, ne samo na kavi. Tako da vse dobro, pa smo na vezi in vas poslušamo. Hvala tudi gledalcem in poslušalcem. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.